poleti nič dobrega ne obeta, neprijazen je kot so šoferji mestnega prometa. Tu sestanek, tam je zbor, pa spet nova seja, poln urnik, kakor so lokali okrog RTV-ja. A to se govori med ljudmi, da to se govori med ljudmi. Več kot samo sebi, o meni kompjuter ve. Zdaj smo spet številke, zdaj nismo več ljudje. Vse ostrejši je ta naš kamen spotike, da prav nesmrtni imajo največje spomenike. A to se govori, ja? Med ljudmi, da to se govori med ljudmi. Ko svet se rodi v petkih ob dveh, ko odprejo se vrata in sliši se smeh, ko masko nasmeha si nadeneš še šev, ker svet se rodi v petkih ob dveh. Ob dveh. 64 ur zdaj imaš na razpolago, da za konec tedna si privošči zgago. Ne verjemi tem, ki glasno govori, da smo tukaj sami dobri ljudje, ampak to se govori med ljudmi, da to se govori med ljudmi. Ko svet umira nedeljo zvečer, ko vsi smo zbrani in v hiši je mir, ko lokal bo zaprl še zadnji oštir, svet bo umrl nedeljo zvečer. Svet umira nedeljo zvečer, nedeljo zvečer. Miren dan, mirno jutro. Užitek. Tega ne rec dvakrat. V pisarno odre Minca Pršakova, pa je vsega konc. A ti pa res prerokuješ zmeraj kaj hudega. Ah, daj no. Se veš, da imam jaz tudi rada mirno. No, seveda si ga tudi mama. Poglej, kaj nama je pa hudega. Vsem sva na tekočem, probleme rešujeva, da je vesele. Z našimi občani je lahko, samo znati je treba z njimi. Ja. Ah, peđe, no, kaj čez Krpanu, vidim, da si živčen. Se zanamadi. Ampak da veš, pri Krpanu veš več, kot ti še so pisal. Gostilna je sploh najboljši barometer za pritisk v skupnosti. Kadar vsi nekam gledajo izpod čela, malo govorijo in samo pijejo, si lahko prepričana, da se nekaj kuha, da je lonc pod pritiskom. Kadar pa vsi nekaj kričijo in se na ves glas kregajo, takrat je vse v redu. Pritisk normalen. Ko bi bil sam takle miren dan doma. Saj se res vsi najbolj odpočijemo na delovnih mestih, a ne? Mirno! Vojno! Tovariš Kovač, ti pa res stopaš kot jurišnik. Izvoli boškavico. Počas se koza dere. Vse ob svojem čase. No, kako pa kaj vedva?
Kako je s tajništvom? V redu, krasno. Marjetka, daj, izvoli, tu so zapisniki sej, poročila o delu v komisiji in o ureditvi cest in javni razsvetljavi. Praviš, da ste na tekočem. Ja, na tekočem kot SDK. Odbore delajo? Delajo. Vem, ubili se bojo od samega dela. Seveda, stalno zasedajo. Se pravi, da sta vedva na tekočem s tem, kaj se dogaja na tereni, kako kdo živi, kako kdo kaj dela. Seveda. Aha, dobro. No, pol pa jaz ne zastopam nekaj drugega. Kaj? Un dan sem bil na občini in srečam tam podpredsednika Poka. Prime me pod pazdeho, pa me potegne na stran. Poslušaj, Vinko, me pravi, tam doli na krajevni skupnosti imate gotovo zelo agilne tovariše. Ja, imamo, pravim. So na tekočem? Ja, na tekočem, kako pa, kaj pa drugega? No? Kako pa je špekulanti in socialno diferenciacijo? Pri vas takih nimate, kaj? Pri vas si nihče ne pridobiva premoženja nezakonito. Pri vas ste vsi standardni. No, pol me pa pomoli pod nos tale 3 pisma. Preberi, ukrepaj, za vaš ugled gre, zdravo pa gre. Poslušajte. No. Alojz Farfek je sezidal hišo z garažo za 170 starih milijonov, ima pa pokojnino kot edini stalni dohodek. Jože Kromp je zgradil novo avtomobilsko delavnico, nekaj kot IMV v malem, pravijo pa, da bolj moderno. Silva Štrih gradi svojemu sinu teniško igrišče poleg vikenda, ne ve se pa niti to, s kakšnimi sredstvi je zgradila počitniško hišico. Kako? Ali vedva, ki veste o tem? Ja, vem, da ima Kromp novo mehanično delavnico. Tole za Štrihovo, pa ne vem. Ja, Štrihova je podedvala. Ja, res. Odkot? Štorice od tetak z Amerike ne palijo več. No, razen tega tukaj le piše, da je zgradila za rajnkega moža in zase družinsko grobnico iz švedskega marmorja za 29 starih milijonov. Naš kamen zajno naj dober, a? Če ne drugem svej, če bet nekaj posebenega, kaj? Tako, mislim, da je stvar jasna. Zadevo je treba raziskati in potlej obvestiti komisijo za ugotavljanje izvora premoženja. Skličite sestanek, razdelite naloge, pol pa po predpisih. Samo nekaj vam povem. Nobene manevrske municije, nobenih taktičnih odstopanj. Šarf municijo, juriš, pa razpali. Greva, Bacek, na levo krog, čez cesto. Tam te razložim strategijo. Anonimno, hm? Čakaj. Če tega ni pisala Posvirkova ruža, sem lahko koza. Zavistna. Štrihova hod pa k nej, pa eno s kavo, pa pomaranče. Kakšni so ljudje. Na kratko sem vam razložil situacijo, zdaj ste pa na vrsti vi, no.
Vem, da je tudi prijetno, a te primere je treba preveriti in dati mnenje občinski komisiji za preverjanje porekla imovine. Tako. No, kako bomo? To ne gre kar tako, kot strela z jasnega. To so same anonimne prijave. Saj ne veš, kaj je res, pa kaj ni. Jaz sem za to, da vso to stvar zelo natančno premislim. Ja, in kaj ne bi še premišljeval, tovariš Hrovat? Dejstva so tukaj in kakor jaz vem, je vse res. Ja, res je, tovarši, vse je res. Treba jih je priviti takole, oprimeš. Pa kakšen primež? Pa se niti ne vemo, če so si ti ljudje res na nezakonit način pridobili svoje imetje. No. Dokler ni dokazal, ne moreš nobenemu nič. Kromp je zgradil mehanično delavnico kar čez noč. Tovarno, tovariš. Odhod milijoni? Ja, in Farfek, penzionist, pa zida tako vilo z garažo. No, tovarišica Kastelčkova, kaj pa verjetno je varčeval vse svoje življenje, ne, se ima visoko pokojnino. A vi to meni pravite? A meni, ko imam 700 jurjev plače? Njegova gospa ni nikoli hodila v službo, ampak lansko let si je kupila perzjanarja za 5 milijonov. No. Zgodbice, kolikor vem, imate tudi vi perzjanarja. A vi to meni govorite? A meni? Jaz sem ga dobila od sestre iz Anglije, ona tam dela, pa ima, pa da, rada da. A ste vi meni mogoče fovš? Ne, tovarši, vse jih je treba oprimeš, pa konc. Počas, mi tukaj smo vsi dobri ljudje, tovarišice in tovarši. A kadar nas krivica ogorči, rečemo tudi kakšno nepremišljeno. A da se tukaj ne prepirali, predlagam, da ustanovimo podkomisijo, ki bo v določenem času, recimo v 14 dneh, zbrala vse podatke in dala poročilo. To se mi zdi v redu. Od šele takrat se bomo lahko odločili, kako in kaj. Ja, jaz sem za to. Je kdo proti? Zakaj bi bili proti? No, potem pa... Bolje je, da se samo nekaj ljudi ukvarja s tem, kakor da vsi izgubljamo čas. No, predlagajte imena. Jaz predlagam tovariša Bešelina. Dobro. V redu, jaz sprejmem. Predlagam pa še tovaršico Kastelčkovo. Ja. No, vse še V redu, v Ne, redu. premalo. Biti jih mora vsaj 5, zaradi objektivnosti. Pa daj še ti Hinko. Ne, jaz ne morem, zaradi živcev. Ampak predlagam pa tovariša Hramarja. Ja, jaz lahko, zakaj pa ne? No, naprej. Tovariš Kolenc. Polenc. No, pa še tovarišica Marjeta pa je, ne? Pa jih je 5, v redu. Kdo je za predlog? Vsi. Sprejeto. Izbrani podkomisiji predlagam, da se o svojem delu pogovori na svoji seji in potem poroča nekako čez 14 dni. Ne? Hvala. Zaključujem sestanek. Jaz sem prepričan, da v naši krajevni skupnosti ni primera nezakonitega bogatenja. Ne pozab na Boža Brajca. Pa to je bil pa navaden kriminal. Kastelčkova, najboljš, da gremo takoj. Gremo čez cesto v Krpanu, tovarši. Šoša, Bravo. bravo, izvolite. Tovarši, kaj ti bi dali ti lepenice skupaj? Skupaj, može, skupaj. Moment. Izvolite. Imamo strogo zaupen razgovor. Aha. Nekaj v okviru krajevne skupnosti. Glej, da nas nobeden ne bomo tu. Ma kdo vas gleda? Utorkom je prazno i da nije frakla, mogo bi da zatvori. Ni trček. Ne, rajši kar 2 in krajsko. 2 litra, Žoža. 2 litra, kaj še? Meni vampe. Jaz pa jim prinoče. O, Meni kam prinoče. Prinjev. Tako me neki po želodcu ščipi. Mali Prinjevček. Žoža. Še vampe i Kranjsko. ja, streba. Mali Prinjevček. Ja. Tako. Izvolite. Izvolite. Na zdravje. Pravi je. No, torej, tako bomo. Previdno. Kaj previdno? Jaz bi jih vse takole uprimeš. Pogledati je treba. Vse jih je treba takole uprimeš. Tako.
naj kar naprej šušljajo. Kako će znati? Došli su direktno u sosednice krajevne skupnosti. Nešto se nadmudrio, valjda strogo poverljivo domunđavanje. Da ne pripravljajo kakšne zarote proti meni. Ma Da ne, bi me poslali na prisilno zdravljenje. ma ne, ajde ne lupetaj, Frakl. Nema toga kod nas. Rajš grem, dokler je še čas. Ma sedi slobodno. Aj, Frakl. Rada jem, rada Evo tu je plačamo. Plačat, Krplan, plačamo. Kdo plaća? Jaz, prosim, za vse. Za vse? Ja, dobro. Imali ste 8 litre Čakaj. vina. 8. 8 8 pa nije ni mnogo kad se uzme u obzir da nešto važno rešavate. 8, 64, da je 5 Brinjevca. Kaj? Ne, 4. Gospa, bilo je 5. Kašna gospa, jaz sem gospodična Gospodična, bilo je, Žože, bilo 5? 5 bilo? 5, dobro, 5, dobro, 5. Zaradi želočka. 4 vampe. Ja, hramar imao duplo porciju. Dvojne vampe. No, 4 hramar U redu, u redu. je ukrajinsko, pa vampe. Tako. I krajinsko. Zdaj sem jaz ta glaven šef na terenu. Boš videla, kako bojo snimali klobuk pred nami nas pozdravljali, ja? Samo da se razve, da sem v komisiji. Vsaj 5 jih poznam, ki že leta in leta nekaj mešajo, bogatijo, se šopirijo. Oni njihove preklete babance. In tako mi pogledajo, če jih pozdraviš. Ampak zdaj bo tega konec. Zdaj bo imel Bešelin ta glavna beseda. Boš videla? Ja. Včeraj sem rekel na sestanku, vse jih je treba takole uprimeš. Poglej no, Jermanovo. Poglej no, kako se je napihnila. Ja, seveda. Gospa imajo nove čevlje, Tudi njo bi bilo treba uprimeš. Nič ve kaj. Z Jermanovo sva prijateljce. Jo, kak primer pusti. Ona se nič ne napihuje. Prijateljce gor ali pa dol, jaz ne delam kompromisov. Rekla sem in konc. No ja, dobro, no, če rečeš v redu, bom premislil. Zdaj moram tako ali tako užugati veliko ribo. Alojza Farfeka. Bodno mal bolj tih. Zgradu je vilo. Rekla sem tih. Farfek je ta prvi na spisku. Farfek je brat Dolfetove žene. No, kaj pa je bolj? Kaj pa to mene briga? Zame je ta najbolj važna moja vest. Sam dobro veš, da Dolfe skrbi za našega Leša. A Leš je sicer pameten fant, a nikoli ne bi bil šef projektantskega oddelka brez Dolfeta. Zato pa roke stran od Farfeka. Poslušaj, Katka, jaz tega ne morem. To je stvar moje vesti. Razumeš? Moje vesti, a? To je moja naloga, moja dolžnost, a? Mene so zadolžili za ta primer. Kaj je zate važnejš? Tvoj sin ali tvoja vest? Dobro, no. Aleš se bo že znajdu, pameten je. Znajdu se bo tudi brez vez in priporočil. Dokler sem jaz živa, se ti v to ne boš mešal. Se ne boš vtikal v Lojzeta. Zato pa roke stran od Farfkovih. Če ne pa kar poberi šila in kopita. Aha. Bom pa premislil, no. Noč ne boš premislil. Se ti sploh nisi sposoben misliti. Kaj jaz nisem? Kako so te le dali v to komisijo? Kako boš ti odločal, kdo je pošten in kdo ne, ko pa sam kradeš v svojem podjetju? Ja. Kaj? A jaz da kradem? O, ne. Jaz ne kradem. Jaz jemljem samo tiste reči, ki so jih že odpisali, kot odkalo. No, sicer pa prenašam domov. Zate in zase, gospa. Ja. Jaz nisem nepošten, da veš. Odlikovan sem bil v podjetju za 20-letno delo. Tako. Odlikovan, dali so ti uro. No, zdaj pa 5, da lahko pospravim. Poslušaj,
Slušaj, Katka, tale Farfek, no, mene so zadolžili za njegov primer, no. Kaj pa naj zdaj rečem? A nekaj rečem, žena me ne pusti, da bi se ukvarjal s to stvarjo, a? Nič ne reč, nič. To bom vse jaz uredila. Ej, no, Mir, ti nisi član komisije, kako boš ti? Jaz sem zate edina komisija na tem in na onem svetu, da veš. Zdaj pa 5. To bom že jaz uredila, da bo prav. No ja, dober, Katka, no. Bom premislil. No, 5. No pa nič ve kaj naokrog. Resen se drž, resen in diskreten. Dobro. Ah, moj bog, kje sem jaz našla tako klado? Francek, kako radi onaj vaš servis? Slabo. Slabo? Zakaj nimate posla? Dela čez glavo, ampak kakšnega dela? Pipe, sem pa kakšen žleb. Grejci, pri takem delu se ne zaslužbo. Ne, drobne. Pozim še gre, ko pokajo cevi. Zdaj pa sama drobnarija. Pa še privatniki nam delajo konkurenco. A ti veš, Krpan, kdaj smo ta zadnjikrat povišali osebne dohodke? Kdaj? Lani novembra. Ne. Ja, veš. Boga mi, žalostna vam majka. Žalostno. 2 pomočnika sta že šla privatnikom. Imata prav. Več zaslužta. Tudi jaz bi šel. Ampak zdaj sem se že navadil tukaj. Do upokojitve bom že nekako zdržal. To ste vi onda u deficitu kolenca, a? Crno vam se piše. Slušaj, treba da nađete neki veći posao. Le kdo nam bo priskrbel večji posao? Vi sami. Jaki. Na upravi nam dodelijo kakšno večje delo enkrat ali 2krat na let. Pravijo, da imamo slabo opremljeno delavnico, da nismo sposobni za serijsko proizvodno. Ali čekaj, vi. Treba se snađiti, Francik. Razumiješ, viš kako se drugi snalaze. Vama treba neki posao, 20-30 miliona, a? Daj dobro. Šta je? 30 miliona. Pa miliona, pa šta ti je, Francik? Pa miliona sigurno, ko danas računa na iljadarki, idi Boga. Ustalom, ako ste vi slepi kod očiju, što ja da vam pričam? Čakaj. Krpan. Šta je? Ti nekaj veš? Pa prikrivaš, nočeš povedat? Ne. Nič ne vem, ne. A ti ako si pametan, idi krompu. A, tako. Tako. Kromp. Kromp. Aha, kod njega možete da dobijete sva kleparska dela u njegove radionice, razumeš? I to odmah. Hvala. Molim. I nije to sve, ima Kromp i druge poslove. U Orehovom naselju, znaš da je to? Veš. Tamo grade velike stambene blokove. Ima posla ruke da ti otpadnu. Milioni, čoveče, milioni. Znaš kaj? Čudim se ti. Zakaj? Ja ti ne veš, da me Kromp hoče podkupiti? Tebe? Zakaj? Ve, da sem član komisije. Pa imaš ti pravo, Francik. Imaš ti pravo. Ne daj se. A onda čekaj idući novembar da podignete plate. Žoža, še 2 piva. Da ti rečem, ako vi uspete kao komisija Krompu da dokažete da je napravio onu radionicu nezakonitim sredstvima, evo, tu me kolji. Veš kaj? Marsikaj vedo o njem. Vedo kdo, na primjer? Hramar. Hramaro, on mu bo dokazal.
Oci, malo morgen. Naj vam se ti, France, ko da si sad ispo iz vrteca, ajde, Boga. Dobro je. France, izvoli. Jel ti ne vidiš kakvi smo mi ljudi? Zar ne vidiš? Svi bi htjeli da se preko noći obogatimo. Razumeš, sad kako se kome zalomi, neko u tome ima više, neko manje sreće. I domognemo se kuće, automobila, vikendice i svi smo nazisi. A kako se do toga domognemo, to i ne pitaj. Matematika, tehnika, gumarabika. I svi živimo kao u raju, da bome složno smo nagrabili, razumeš, jedan drugome ne gledamo u lonce. Osim ako neko ne počne da štrči. A štrči ako, na primjer, sagradi pred kućom bazen koji mi nemamo, taj onda najgori. Da bome. A što se tiče Hramara i Krompa, slušaj, Hramar neće ni prstom maći protiv Krompa. To ti ja, Đoka Trivić, garantujem. A sad me pitaj zašto? Zakaj? Zato če je taj isti Hramar tom istom Krompu prodao taj isti plac na kome sada stoji ona ista radionica. Kaj je? Čekaj, jel ti proradio kliker? Ja. Zato ne daje nobenih izjav o Krompu. Ne vem. Ja ti ništa nisam rekao. Čakaj, rekao si? Ne. Onda ne. Krpan, rekao si? Rekao sam, ja to mogu da poreknem. Slušaj, Krpan, kaj ne naredi? Če Hramar ne pove, nič mu ne moremo dokazati. Ne vem, Francek, ne vem. Imaš glavu? Pa razmisli. Ajde. Ampak prosim vas, kar ne govorite, da ste dobili teletno pri meni. Ženski me bodo raztrgale. Ampak gospod Dmitrič, saj me poznate. Pa dajte še meni kilo teletne. Kakšne teletne? Je pa vidite teletno. To je bil junc. Meni boste govorili. Jaz sem mesarjeva hči. Nimam več. To je bilo zadnje, kar sem imel. Zanjo imate, zame pa ne. Je moj denar kaj manj ureden, ali se pa morebiti bojite njenega moža, ki je Pešelinov prijatelj? Jaz se nobenega ne bojim, moje roke so čiste. Vi pa pašte, kaj govorite. In ne vtikajte nosu v stvari, ki vas nič ne brigajo. Tovariš Pešelin bi se lahko zainteresiral tudi malo za vas. Vaš mož ima menda krasno privatno delavnico, neprijavljeno. Pokratiš je, da to ne sliši. V redu, dobili boste teletno. Dal vam bom od svojega. Ljudje se prepirajo na cesti. V trgovini si grozijo. Pa to ni prav, Jaka. Kaj nam je tega treba? Se bojo že umirili. Veš, kaj jaz mislim? Da pri nas ni nobenega primera nezakonitega bogatenja. S to akcijo škodimo sami sebi. Ustvarja se nezdravi odnosi, ljudje se prepirajo. Kaj nam je tega treba? Ne iščej špekulante po drugih bogatih občinah. Mi še poštene ceste nimamo. Tovariš Buncek, zdravo. Kakšen zdravo? Kakšen tovariš? Ja, kaj pa se je zgodilo? To, kar ste vi tukaj skuhali s to vašo akcijo, mene usirajo po ulici, da se ukvarjam z nezakonitimi posli, da zaslužim, pa da ne plačam benega davka. Ampak z mano tako ne boste delali. Jaz me mu razbil nos. Tako ga bi zdelal, to mogo ponovno osebno. Ne, tovariš Buncek, ne. Kaj ne? Zakaj ne? Zakaj pa ne? Mislite, da se vas kaj bojim? Vas in vašega predsednika. Se niste zaščitena, kakor medveda, če sta že ravno tukaj. Tudi vam lahko pokažemo vrata, tovariš tajnik. Ja, tudi mi lahko gremo v akcijo. Če se tako ne preneha s tem, bom jaz jutri začel z agitacijo. Vse vas naženemo in si zberemo druge delegate. Zdaj se sprašuje nas. Nas. Vi ste pa tukaj zato, da delate tist, ker mi krajani odločimo. Ja, tako je to, tovariš tajnik. Zdaj pa gledajte, da se to uredi in da me pustijo primer. Ali bojo pa težave. Na zdravje. No, zdaj pa imaš. Ja, kaj hočemo? Jeziki so hudoben.
Ljudje marsikdaj rečejo kakšno nepremišljeno, pa se je Buncek razburil. Pa Buncek je dobrična. Ja, pa še kakšna. Dober zna razbijati nosove. Marjetka, kdaj se bo sestala ta vaša podkomisija, da se rešimo teh skrbi? Jutr. Ampak kar se mene tiče, jaz nisem našla nobenega primera nezakonitega bogatenja. Nobenega. Za druge ne vem. Zase pa. Vse je ena sama zavist. Pa nocoj Zdravo. No, kako sem ti kaj všeč? A? Joj, Katka, odkot pa vse tole, kaj? A to? O, vsega še nisi videl. Ja, ampak odkot? No, ne sprašuj, pa boš še bolj srečen. Niti treba vsega vedeti. Ampak, Katka, jaz sem vendar tvoj mož, ne? To je zate. Še danes greva k krojaču, da ti vzame mero. Ne maram te videti več tako razcapanga. Ampak odkot vse to? Pravico imam vedeti, Katka. No, če že hočeš vedeti, bila sem pri Farfkovih. A pri Farfkovih? Ja, za koga pa? Ja, zahvalila sem se, ker Dolfe tako lepo skrbi za našega sina. Pa smo malo poklepetali. O čem pa? O vsem mogočem in beseda je dala besedo, pa smo prišli na to komisijo. Joj, Katka, menda jih nisi... Kaj? Menda jih nisi izsiljevala, a? No, da mi nikoli več tega ne rečeš. Poklepetali smo in dobila sem dolgoročno posojilo. Joj, Katka, kaj pa moja vest, a? Ja, pa tvoje strgane nogavice, pa moji čevlji, pa vse mogoče stvari, ki jih še potrebujeva. Ne, Katka, tega ne bi smela, tega ne bi smela. Marsikaj se ne sme. To je še ostalo. Na, da boš imel še ti za kakšno rundo. No ja, vidiš, zdaj bom pa jaz postal sumljiv, ja? Ja, seveda, nova obleka, novi čevlji, ne? Kaj bodo pa ljudje rekli zdaj? Neč, dragi moj, neč. Vrana vrani ne izkljuje oči. Samo pazi, kaj boš jutri govoril na sestanku. Zdravje. Kar začnemo lepo po vrsti. Torej, moram izjaviti. Kar se tiče tovršice Silve Štrih, gre za kleveto. Nobenega igrišča za tenis ne dela. Ampak je kupila mizo za ping-pong. No, pa lepa reč. No, zdaj vidite, kam pripelje zavist pa zloba. Kar se tiče Krompove delavnice, je zanjo denar pošteno zaslužil. Vsaj kolikor mi je uspelo ugotoviti. Avtomehanično obrt ima že 15 let. Dela od jutra do mraka kot črna živina. No, kaj pa je čudnika, če kaj zaslužil? Razen tega, tovarišice in tovariši, je treba privatno obrt stimulirati. Razumete? Stimulirati je treba. Farfek je čist. Prihranil je, dobil posojila kot vsak drug občan. Ja. Strinjam se s tovarišico Kavčičevo, da je v teh anonimnih prijavah sama zloba in zavist. Torej menite, da pri nas takega primera, ki bi ga lahko priporočili komisiji, ni? Ne. Ja, jaz mislim, da ti primeri niso sumljivi. Karfan! Karfan! Ma daj, ne deri se. Boš dobil. Ne bom pil. Karfan, tamle pa spet nekaj kuhajo. Kdo? Tamle, za mizo. Ma imaju oni pametnija posla. Zakaj me pa Bešelin kar naprej fiksira? Rad bi me spravil v bolnico. Slušaj, Vrakal, ja sam ti već 100 puta rekao, ako sam nećeš, niko te ne može strpati u bolnicu. Ej, čoveče, ovo je slobodna zemlja, šta ti je? Bi bilo treba uprimeš, samo... A slišiš? Slišim, pa šta? A slišiš, da misli mene? Ma. Uprimeš? Ma ne. Karfan? Kaj? Jaz grem. Nekaj časa se ne bova videla.
dokler se ne zve, kaj hočejo. Dobro. Če bi kaj popraševal po meni, rec, da sem šel iz mesta, rec, da me ni. Da te ni. Tenis igrišče. No, torej, bomo zdaj zaključili. Ja, pa zaključimo. Jaz bi še počakala. Imate kaj konkretnega? Ja, to ne, ampak saj se govori. Govori. Ja, govori. Same laži pa klevete. Ja, zakaj Zaključimo, no! Zakaj smo se pa potem zbrali? Kaj smo ugotovili? Nič. Kaj smo naredili? Ravno tako nič. Na vse zadnje bojo še nas usumeli. Ja, Zakaj pa nas? Seveda najprej govorimo, da so taki primeri, da so, potem pa rečemo, da takih primerov ni. Ja, ljudje bojo rekli, ja vi, tovariši in tovarišice, vi, kaj ste pa delali? Kaj ste delali? Kaj ste naredili? Če se človek kakšne stvari loti, jo mora izpeljati do konca. A ni tako? Treba je glasno in jasno povedati svoje mnenje. Jaz pa mislim, da nekateri tovariši pri nas še zmeraj ribarijo v kalnem. Dobro, ampak zdaj jih vendar ne moremo posumiti, ko smo pa pravkar govorili, da so čisti. Ampak saj ni treba imenovati ravno njih, no? Ampak? Ne vem, ampak tovaršica Kastelčkova. Kastelčkova ima prav. Nekakšen rezultat dela mora vendar biti. Dobro, tovarši, v redu, pa premislimo. Krpan, vinjak, prosim. Meni špricar. Brinjevc. Mali Brinjevc. Velik. Dobro. Mislim, No, torej, Mislim? kaj misliš? da sem se nekaj zmislil. In ker omenjeni Tine Kovač, imenovani Frakl, znan delomrznež zmeraj brez zaposlitve, največji del dneva prebije po gostilnah, je upravičeno sumiti, da dobiva denar za pijančevanje na nezakonit način. Zato občinsko komisijo za ugotavljanje imovine opozarjamo, jaz tega ne bom podpisal. Tako je ugotovila podkomisija. Mi smo sklenili in podpisali. Pa ravno ubogega Frakla mi najdete. Kjer omenjeni Tine Kovač, imenovani Frakl, zmeraj bez zaposlitve, seveda. Po gostilnah. Pa sem jaz tebi rekel, da nekaj kuhajo od meni. Kaj pa zdaj? Kaj pa zdaj? Pa nič. Reći ćeš im šta imaš i gotovo. Ja? A stvarno, Žorža. Stvarno, Frakl, imaš li ti kakvu imovinu? Ono, kako se ono kaže, pokretnu ili premičnu, ali pa nepremičnu? Nepremičnine nimam. Imaš. A premične? Osim cipela, naravno. Slamarico. Slamarico? Pa ne. Imam Marelo, pa uro, ampak zdaj se ne premikam. Šta te onda briga drži? Mogu da ti pljunu kroz prozor. Se daš enega? Dam. Žoža, od danas pa do kraja meseca daj Fraklu da jede i pije koliko mu grlo hoće. Daj, donesi flašu. Kaj je? Ajde, toči. Evo, ja ne gledam, ajde. Još nešto, Frakl, da znaš, tvoj dug sam brisao. Resno? Resno. Zakaj pa? Tako? Tega ti ne bom pozabil, nič. dokler bom živ. Nič. Krpan. Kaj? Kaj? Ma ne, pa pusti, Frakl. Ajde. Krpan, jaz se bom tega rešil. Pusti. Ti vse povrnem. Neka, nemoj meni da zahvaljuješ. Nisam ti ja podario dug. Znaš? Kdo pa? Šta te briga kdo? Samo ti sedi i uživaj, drugi uživaju. Krpan, jaz neću da razumem. Da bome da ne razumeš, kad ti to sve matematika, tehnika, gumarabika.